Hvala lepa. Spoštovani, jaz bom bolj na kratko šel čez to zadevo, tudi zaradi tega, ker je bilo marsikaj, kar bi tudi sam povedanega in seveda s tem tudi potrjujem. Mene je, moram reči, poročilo, ki ga je dal gospod predsednik Državnega zbora, France Cukjati, na nek način presenetilo, zaradi tega, ker se je tega posla lotil tako količinsko, kvantitativno, kot da bi kdaj delal v rudniku. Takšen je izkop letošnjega leta, seveda o kvaliteti pa res ni bilo posebnega govora. In že tukaj lahko na hitro vidimo, da so te količine pravzaprav polne neke jalovine. Najbrž se vsi spomnite, kako smo te zakone na hitro sprejemali, s kakšno ihto in kako so te buldožeri odkrivali zemljo. Potem, čez teden dni, se je ugotovilo, da kakšna stvar ne funkcionira in smo že imeli potem predlog zakona pod naslednjo črko abecede in tako tja do črke H se je kaj dogajalo. Se pravi, vrsta teh zakonov, ki so tukaj našteti seveda kot 5 zakonov, je v bistvu samo en zakon, ki se je 5krat spreminjal, dopolnjeval, zaradi tega, ker se je zelo hitro ugotovilo, da vendarle ne funkcionira tako, kot si je želela vlada ali pa kot si je želela koalicija. Ker se tiče amandmajev vlade, seveda tukaj je bilo razloženo, da gre za poslovniško zadevo, ki seveda potem ne zdrži nobene primerjave. Ampak mimo grede bi povedal, da se je potem seveda tudi te amandmaje sprejemalo tako zelo rokohitrsko. Jaz sem računal pri kakšnem zakonu, kako na hitro je to šlo, in sicer pri zakonodaji, ki je vezana na regionalizacijo, tam je bilo približno na, mislim, da 20 sekund je bil sprejet en amandma, ampak šele po tistem, ko se je enemu od poslancev koalicije razložilo, da katere amandmaje mora podpirati, katere ne. Prej je seveda trajala zadeva malce dlje, ker je bilo treba pri vsakem posebej razložiti. No, podobno je bilo tudi pri kazenski zakonodaji, tam mislim pa, da je bila številka še nekaj nižja. Zdaj, kako se bo to poznalo v bodoče, bomo kaj kmalu videli. Druga stvar, ki se mi zdi, da je omembe vredna, je večno zgovarjanje na opozicijo. Sicer v tem poročilu precej blago, ampak opozicija je bila tista, ki je vnašala zmedo, tako piše, že s tem, ko je recimo ena od političnih strank najprej se razkrojila, ostalo pač neko jedro, en del je šel v 2 drugi politični stranki in seveda kasneje še ena politična stranka. To, da je povzročalo hude probleme. Jaz mislim, da samo po sebi ne, je pa res, da je iz tega gospod Cukjati naredil pravzaprav kar neko precejšno zmedo. Če bi odreagiral bolj strumno, tako kot sicer včasih zna, bi najbrž ne prišlo do takšnih zakasnitev. Tudi odnos do različnih komisij smo videli, da je bil tako enkrat takšen, drugič drugačen, kar prav gotovo ni dobro. Nenavadno pa je, da je v tem mandatu seveda koalicija sama ustanavljala komisije za nekega zgodovinskega tipa, kar tudi ni običajno. Obravnavale naj bi se zadeve, ki se dogajajo zdaj, v tem trenutku, se pravi presečno, ne diahrono, ampak sinhrono. Zdaj, kar se tiče odnosov v Državnem zboru, moram reči, da je bilo, zdaj pa malo bolj osebno govoril, kar veliko truda treba vložiti, da so se ohranjali normalni človeški kolegijalni kontakti. Očitno je bila intencija neka druga, da bi se tudi sicer Državni zbor razdelil na naše in vaše, ali pa one druge, tako kot se je tudi obravnaval. Če gospod Cukjati
vedno govori o svoji korektnosti, moram reči, da ni bil korekten. Morda je bil približno enak do vseh opozicijskih skupin in približno enak do vseh koalicijskih skupin. Čeprav bi tudi tu našli seveda primere, ko je seveda se zelo hitro dalo ugotoviti, katera opozicijska, deklarirana opozicijska mu je bliže, sploh, kadar je šlo za recimo kakšne, diverzantske posege v delo državnega zbora in kdaj ne. Tako da o teh pravičnostih in enakostih lahko govorimo samo, če postavimo pod pred in za to sintagmo narekovaje. Prejšnje mandate sem seveda spremljal delo državnega zbora drugače iz one strani točilnega pulta, bi rekel, tako kot vi zdaj, ampak mislim, da lahko rečem, da je ta mandat bil seveda zelo slab. Zelo slab. Slabši, kot so bili prejšnji mandati, pa tukaj odmislim tisti romantični zagon v prvem, pa recimo še drugem mandatu in ta recimo realizem, ki se je zdaj pojavil. Ampak gre tudi za tisto, kako je državni zbor figuriral v javnosti in to je prav gotovo tudi naloga predsednika državnega zbora in pa podpredsednikov, ki predstavljajo državni zbor navzven. Jaz mislim, da je bilo tega premalo učinkovito, da je bilo konec koncev tudi premalo direktnega stika s poslanci, da se je pravzaprav vedno temu izognilo, če se je le dalo in da je pravzaprav veljala neizrečena beseda, ampak zgolj zapisana. Se pravi, strogo formalistično, strogo birokratsko, administrativno in seveda na ta način z velikim umankom najprej humanosti in potem tudi demokracije. Jaz upam, da v naslednjem mandatu, da se bo to popravilo, da je to usihanje demokracije v tem mandatu recimo unikalnica, da je to kraški pojav in da se bo zadeva pač dvignila. Jaz upam, da se bodo vsi v jeseni izvoljeni potrudili, da bodo to našo izkušnjo vzeli kot nekaj, kar ni dobro, kar ni v prid državi in pa državljankam Republike Slovenije. Namreč, da se poskuša podrediti in seveda, da tudi uspeva to podrejanje državnega zbora vladi in seveda tudi sodne veje oblasti, to prav gotovo ni dobro. Res, da glasovanje to omogoča, ampak na dolgi rok je to zelo slaba popotnica. Samo po sebi se prav gotovo nič ne uredi in zaradi tega se je treba pač za te stvari vsak dan posebej voliti, prepričevati, cufati, kakor hočete, katerokoli besedo hočete. Ta svoboda in demokracija pač nista dani enkrat za vselej, ampak sta zelo občutljivi rastlinici, ki jo je treba zalivati, odganjati škodljivce, paziti. Hvala lepa.